Jazbarja. Gospod Brane Jazbar je v naši galeriji že razstavljal in sicer v okviru razstave Umetniki za Karitas. Nocoj za glasbo skrbi Žiga Janežič, ki ga prosim, da nam zaigra suito iz Bachovega Alamanda. Prosim. Ko si lahko privoščimo vsaj kakšno drobno avanturo. Brane Jazbar je afriško avanturo doživljal pred 2 letoma, vendar so spomini nanjo tako živi, da tako rekoč vselej znova doživljajo novo udejanjanje skozi likovno interpretacijo. Razstava Afriške avanture je bila prvič predstavljena v galeriji v Vipavskem križu. Danes tukaj nam avtor predstavlja tista že znana dela iz tovrstnega cikla, hkrati pa pridružuje tudi nekatere nove rešitve. To dokazuje, da so torej spomini na doživetja Afrike, predvsem Kenije in Tanzanije, še vedno živi in inspirativni in avtorja vselej znova vodijo pred belino papirja. S tem sem vam nekako že razkrila tudi samo ustvarjalno tehniko, s katero avtor obuja spomine na Afriko. Zanimivo je, da vsi, ki poznamo likovno delovanje Braneta Jazbarja, poznamo predvsem njegove slike ustvarjene v akrilni tehniki, ki živijo skozi vehementno potezo in skozi njemu lastno barvno interpretacijo. Danes tukaj pa se avtor predstavlja v povsem drugačni likovni podobi. Doživel je nekakšno likovno preobrazbo in svoja razmišljanja, svoja spominjanja na Afriko udejanil skozi risbo, torej v tisti najbolj primarni, elementarni tehniki in gre torej za zapise črnih sledi na beli podlagi, papir je nosilec slikovnega zapisa in zanimivo, da je avtor za to tako zelo slikovito, pestro
deželo izbral prav to na nek način asketsko, skopo likovno izrazilo. Pa vendar na ta črna Afrika resnično govori skozi črne risbe in na tukaj razstavljenih delih niti najmanj ne pogrešamo važnega razkošja, kajti vsaka sled na belini slikovnega polja ima nek svojstven karakter, ima izjemno slikovitost, kajti vsaka črtna sled je resnično tista, s katero avtor ohranja vso to živost in neposredno, skratka, svežino doživeti, ki se preobražajo v svežino, slikovitost in posredno tudi barvitost samega ubesedovanja likovne snovi. Ta njegova vehementna poteza, ki jo sicer poznamo v njegovi ustvarjalnosti, se tukaj spremeni v izjemen ustvarjalni perfekcionizem. Lahko bi rekla, da so tukaj razstavljena dela res izjemno rafinirana, izjemno precizno narejena, da kažejo na tehnično dovršenost, hkrati pa utrinjajo oziroma utripajo tudi skozi veristično, na nek način dokumentarno ubesedovanje vsega videnega in doživetega. Hkrati pa se ob tej dokumentarni, veristični, realistični, mimetični noti razživi tudi avtorju lasten domišljijski svet. Kajti tukaj razstavljena dela, predvsem tista iz zrelejšega obdobja, v katerem je nastajal razstavljen cikel, dokazujejo, da je avtor izživel tudi njemu lastna najbolj intimna občutja, porojena ob stiku z vizualnimi informacijami. In tako imamo na slikovnih površinah se realizira dvoje likovnih pristopov. Na eni strani ta eksaktna črna sled, s katero avtor dobesedno ustvarja tekoče obrisne linije prepoznavnih figuralnih likov, z zgoščanjem posameznih risarskih intervencij dosega voluminoznost teh ploskovno obravnavanih elementov ilustrativnosti in tako njegove figure resnično zaživijo kot realistične, kot nazorne upodobitve, vendar v teh zrelejših delih avtor dokazuje, da sprošča to svojo potezo, da se prepušča intimi ustvarjalnega trenutka, da njegova risba nekako švigne čez slikovno površino, zapusti tisto dosledno, dobesedno objektivizacijo željene vsebine in se spremeni v nekakšen magični utrinek, v katerem avtor resnično izživi tisto svojo domišljijsko noto, tisto svojo razigranost in izjemno ustvarjalno duhovitost. Tako pred nami zaživijo figuralni liki, ki so res svojstveni, ki na eni strani živijo in pripadajo temu naravnemu okolju, v katerem je avtor iskal inspirativnih namigov, na drugi strani pa živijo tudi avtorju lastno fantazijsko življenje. Torej, vsebine, o katerih avtor pripoveduje o svoji Afriki, o njegovi Afriki, so
figure živali, pa tudi ljudi, predvsem ti najbolj značilni liki, naprimer afriškega plemena Minojcev. Hkrati pa imamo tudi kar nekaj krajinskih utrinkov, s katerimi avtor umesti in nekako krajevno, geografsko opredeli svoje likovne zapise. Ker ga poznamo tudi kot gornika, kot plezalca, kot športnika, sta ga nedvomno v tem ambientu navduševala dva gorska vršaca, Monte Kenya in Kilimandžaro in gora Kilimandžaro. Skratka, njegovi potopisi so dokaz, da avtor odhaja iz tistega vehementnega, eruptivnega, ekspresivnega likovnega snovanja v veliko bolj samodisciplinirano likovno ustvarjanje, v katerem je resnično vsaka črtna sled oblikotvorna in odločujoča v samem likovnem zapisu. Vendar s karakterno raznolikimi šrafurami avtor kljub tej disciplini in ustvarjalni koncentraciji daje svojim zapisom neko energetsko moč, daje živost in skratka nekako pričara te vibracije atmosfere, ki vladajo v tem okolju. Zanimivo je, da se nam avtor skozi to razstavo kaže ne samo kot odličen interpret, ampak tudi kot izvrsten opazovalec življenja, ki ga je nagovarjalo v tem okolju. Svoje živalske like ne ubeseduje samo z mimetično natančnostjo, ampak se avtor resnično poglablja v karakter, v identiteto, v nrav posameznega živalskega lika in tako imamo kar nekaj dobesedno portretnih upodobitev posameznih figuralnih likov, od teh 5 velikih afriških živali do njegovih izjemno živahnih, razigranih, duhovitih uprizoritev opic in tako naprej. Zanimivo je, da avtor na ta način, s tem načinom likovnega ubesedovanja, ustvarja stvaritve, ki resnično živijo tudi izjemno estetsko življenje, kajti celotno likovno dogajanje se dogaja v okviru izjemno dinamičnih, hkrati pa uravnoteženih kompozicijskih snovanj. Ob vsem tem pa se znotraj vsake kompozicije nenehno odvijajo tiste estetske prvine, tisti ključni estetski dialogi, ki predstavljajo odnos med polnim in praznim prostorom, med svetlimi in temnimi partijami posameznih slikovnih kulis. V tem duhu, v tem dialogu polnega praznega prostora, pozitivnega, negativnega, vibrirajo tudi uprizoritve njegovih človeških likov, ki ne odražajo samo neke kulturološke naravnanosti tega sveta, ampak v katerem je ornament ena ključna likovna oblika, ampak se skozi ta ornament udejanja torej tudi že omenjena ta estetska razsežnost, po kateri avtor nenehno stremi. Ob tem sprehodu skozi tukaj razstavljena dela
pa se moramo potem srečati tudi z barvo, s tistim avtorjevim prvinskim, na nek način tradicionalnim likovnim izražanjem, kajti celotno razstavno postavitev je avtor nekako osmislil, nadgradil in hkrati razgibal s tem njegovim svečanim triptihom, ustvarjenim v akrilni tehniki. Že sama ta vertikalna zasnova nam daje nekakšen duhovni naboj v same kompozicije, tudi število 3 nam namiguje na neko duhovno razsežnost in lahko bi rekla, da imamo res nekakšen oltar, tridelen oltar, s katerim se avtor v njemu lastnem koloritu pokloni torej afriški deželi. Na sredi stilizirana figura domorodca, na obeh straneh pa že omenjena gorska vršaca. Barve, ki jih avtor uporablja, so sugestivne, so kulturološko zaznamovane in predvsem tudi polne simboličnih razsežnosti. Avtor se torej v tistem razstavnem akcentu ponovno vrača k barvi, hkrati pa še vedno ostaja zvest eksaktni, tekoči in oblikotvorni risbi, ki ima svoje mesto tudi v tem koloristično živahnem, dinamičnem triptihu, ki resnično daje neko posebno noto in atmosfero tukajšnji razstavi. Za spremembo njegove prejšnje postavitve bi se lahko dotaknila tudi te triptihalne zasnove, ki je tudi nekako odeta v kolorit. Sicer gre za posamezne barvne imenovalce, za katere se avtor odloča pri posamezni rešitvi in z njimi nekako kolorira grafični odtis v tehniki sitotiska in tako nekako izpostavlja potem tudi to barvno razsežnost v ta črno-bel dialog grafičnega odtisa. Tudi s temi tonskimi stopnjevanji posameznih barvnih imenovalcev, za vsako varianto pač svojega, avtor dokazuje, da nekako svoje likovne rešitve upenja v tisto najbolj značilno, najbolj sporočilno in najbolj svojstveno iz miljeja, ki ga je torej navdihoval, ki ga še vedno inspirira in mu omogoča nadaljnje potovanje po tem slikovitem afriškem svetu. Afriške avanture so dokaz izjemne ustvarjalne koncentracije, ki jo je avtor uspel vzpostaviti in ohraniti skozi ta cikel del. Tukaj so razstavljena samo nekatera dela iz tega cikla, ki je v celoti seveda še veliko bolj obsežen. Kljub temu, da je nekako prehodil v tem ciklu neko ustvarjalno pot od tistega res doslednega, verističnega, realističnega upodabljanja do veliko bolj samosvojih avtorskih interpretacij, predvsem v duhu domišljijske svobode, pa je avtorju uspelo ohraniti neko slogovno edinost, slogovno enotnost, ki se resnično samo nekako razživi skozi posamezne izjemno domišljene rešitve.
Afriške avanture so torej v vsebinskem smislu resnično avanture, v likovno-formalnem smislu pa res tisto premišljeno, ustvarjalno dejanje, s katerim se nam predstavlja Brane Jazbar. Gre torej za dela, ki s svojo nazornostjo in svojo eksaktnostjo nekako skoraj ne potrebujejo dodatne razlage, mislim pa, da si ravno zaradi vse te likovne kvalitete, ki jo premorejo, zaslužijo besede obravnave oziroma še več besede pohvale. Uživajte v teh afriških avanturah, naj vam Afrika zažari skozi svojo, lahko bi rekla, tisto najbolj prepoznavno črno barvo, s katero jo avtor objektivizira, in naj se vam ta avantura še naprej razcveta tudi skozi pomenljiv kolorit, kateremu se avtor tudi v tem ciklu za intermezzo vrača. Braneta bi povabila bliže, da mu bi čestitala za to razstavo, s katero se predstavlja tukaj v prestolnici v Ljubljani, in mu bi zaželela še veliko likovnih avantur. Zanje pa išči motive tako doma v tebi priljubljeni Vipavski dolini, v kateri vselej znova odkrivaš še neodkrite kotičke, hkrati pa ti želim tudi še kakšno